Božjepotna cerkev Svetega križa v Kojskem, ki jo dandanes obiskujejo številni turisti, zgodovinarji in ljubitelji likovnih umetnin, je v preteklosti privabljala množice romarjev z Goriškega, Vipavskega, Posočja in Furlanije. V času turških vpadov je močno utrjena nudila varno zavetje domačinom. Danes pa poleg čudovitega razgleda vzbuja zanimanje zanjo zlasti lesen gotski oltar. Izdelan je bil leta 1515 v beljaški rezbarski delavnici in predstavlja eno največjih umetnin takratnega časa na Slovenskem. Upodobitev v sredini oltarja predstavlja križanje. Imamo tale centralni prizor križanja, torej Jezusa na križu. Ob straneh pa so prikazani dogodki, povezani z najdenjem Kristusovega križa. Praznovanje 500-letnice gotskega oltarja v Kojskem je letos zaznamovalo kulturno dogajanje v Brdih. Osrednji del praznovanja se je odvijal v mesecu septembru. V obnovljeni vili Vipavže je po uradni otvoritvi potekal znanstveni simpozij, ki ga je vodil dr. Branko Marušič. V Goriški straži sem ki je leta 1928 zasledil podatek, da je bil Kojščanski oltar vendar priznan kot veliko umetniško delo pod vplivom, kot spomenik pomembne umetnostne vrednosti, priznan tudi strani italijanskih oblasti. Kar je nastanek dejansko oltarja v Kojskem povezan prav z Habsburško vojno, oziroma natančneje z obdobjem miru, ki je sledil po najbolj akutni fazi vojne. In verjetno je prav to tudi omogočilo, da je leta 1515 nastala v Brdih taka umetnina. Poleg predstavnikov Ministrstva za kulturo je bila prisotna tudi podžupanja mesta Beljak, kraja, kjer je bila umetnina izdelana. To je delo beljaškega umetnika. Si vede che 500 anni fa erano molto intelligenti e si sono già trovati sull'arte. In brez dvoma, da to je tisti kamenček, ki še kako plemeniti kulturno ponudbo v Brdih. Mi smo na poziciji tlele zelo zanimivi. Avstrijska, odnosno Habsburška monarhija je dospela do tega roba tlele spodaj. In od te točke tlele pa nekje do Sevastopola na Kamčatki je slovanski rod. Od te točke tlele pa preko Španije, Portugalske do Argentine je pa romanski rod. Zato tlele so bile tenzije, so bile zmeri neke napetosti in ogromno teh vojen in vsega. Po dolgoletnem premoru je bilo letos ponovno organizirano romanje iz različnih krajev. Madonnina del mare, non ti devi scordare di me, vado lontano a vogare. Al mio grande pensiero per te canta il pescatore che va, Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Canta il pescatore che va, Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Prihajali so romarji iz različnih krajev, celo iz Štajerske, Koroške, v davnih časih. Zgodba je bila tudi, da je tukaj kapljica Jezusove krvi kalna na oltar, druge zgodbe, ampak za nas je pomembno, da smo skušali v tem praznovanju dati nekaj tone zgodovine in zato je tudi to romanje na tak način organizirano. Organizatorji praznovanja so obudili tudi pobožnost križevega pota med obnovljenimi kapelicami od vasi Kojsko do cerkve Svetega križa.
Slovesno svetomašo je letos daroval upokojeni koprski škof Metod Pirih. Mir z vami. In s tvojim duhom. Vsi danes tukaj zbrani, res iskreno in prisrčno pozdravljeni. Vsemogočnemu Bogu. In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil. Domačini niso zanemarili niti zabavnega dela programa. Brez vas vseh praznika ne bi bilo. Oltar je nad nami, ta družina je tukaj, je odprta, da se pridruži vsak izmed vas in z njo proslavlja ta veliki dogodek. V Športnem parku Poljsko so organizirali koncert domačega pevskega zbora Srečko Kumar, Združenega zbora Reunion in kantavtorja Rudija Bučarja. Osnovni namen organizatorjev je seveda ta, da Sveti križ ponovno postane prepoznaven in obdrži mesto, ki mu že od nekdaj pripada.